Zadnje čase vsi veliko govorimo o tem, da smo v zadnjih desetletjih pozabili na pešce in na kolesarje, ko smo gradili nove cestne povezave. Mogoče na kolesarje še toliko bolj kot na pešce, ker pločnik ima ob sebi marsikatera cesta, kolesarske steze pa ne. Ne tako nova, čeprav v zadnje čase veliko bolj množično uporabljena rešitev je sistem skupnega prometnega prostora. Tole je en primer takšne ureditve, se fino vidi, da je bila cesta izdelana že prej, potem pa so naknadno narisali še te črte. Kako to vem? Ker sem doma nekaj 100 metrov naprej in ker je sredinska črta bistveno bolj obrabljena kot pa te stranske. V tem primeru so sredinsko črto še dodatno brisali, da ne bi voznikov begalo, kateri črti morajo dejansko slediti. Te črte psihološko vplivajo na voznike avtomobilov, da v teoriji vozijo počasneje tudi takrat, ko na cesti ni nobenih kolesarjev. V teoriji, v praksi pa vsaj tukaj pri nas opažam, da hitrosti niso nič manjše. V bistvu pa tudi to, da marsikdo vozi sedaj dejansko narobe. Trikrat sem se namreč odmikal že tako daleč na svojo desno, da bi s kolesi kmalu zadel robnik, ker je nasproti vozeči avto lepo peljal preko sredine, da ja ne bi zapeljal čez tole kolesarsko črto. To seveda ni prav, treba je izkoristiti celotno površino. Če bi se oba peljala tako, bi se zaletela čelno. Torej, če kolesarja ni, lepo vozite ob robu, ko nasproti pripelje drugo vozilo. Če kolesar je, pa varno peljite mimo njega ali pa enostavno počakajte, da nasprotno vozilo gre mimo vas in šele potem kolesarja prehitite. To pa res ni tako komplicirano. Dobra rešitev? Seveda, vse, kar povečuje varnost za vse udeležence, je dobra rešitev, če seveda ne zmanjšuje pretočnosti. Zdaj veste, kako je treba, kolesarji, vi pa čelade na glavo, kakšno lučko in odsevno telo, da boste dobro vidni in varni. No, pa varno za volanom vsem.